Verjetno ste vsi slišali za duhovnega mojstra Meher Babo. Ste. On je ustanovil tisoče ašramov tam pred letom 45. Veliko je predaval, veliko je govoril, učil ljudi meditirati in tako naprej. In ko je naredil suma sumarum, je videl, da v večini primerov v prazno troši energijo, ker govori ljudem, ki ne razumejo, kaj govori, in pri njih ni bilo nobene spremembe. Šel je v meditacijo in prosil je za rešitev. In jo je dobil. In je sklenil, da več v življenju ne spregovori nobene besede. Šel je v osamo, delal je na sebi in odpravljal vse, kar je takega not v njem, ne? Vse je spreminjal, totalno se je notranje spremenil. In ko je začutil, da je pravi čas, je šel med ljudi, vendar je bil tiho. Dovolj je bilo, da se je pojavil. Ljudje so čudežno ozdravljali, to je vse zadokumentirano, kar vam govorim. Dogajale so se ne vem kakšne spremembe. To, kar ni uspel s besedami, kar ni uspel s prenosom informacij, z vibracijami svojega glasu, je dosegel s tišino. Mislim, da sem vam vse povedal, ne? Vzemite si njega za vzor. Kajti mi smo tišina, ki rojeva zvok, ki rojeva vibracijo, ki rojeva obstoj. Tu vas bom navedel še na Jezusove besede. Jaz nisem kristjan, ne? Jezus je bil naš brat Radomir, ki je bil 16.2. leta 1086 nabit na križ in ubit v Carigradu, pa ni umrl. Vse drugo so pravljice cerkvene, jaz vam govorim o zgodovinskih dejstvih. Vsi mi imamo tega Radomirja v sebi. Ni nam treba brati cerkvenih knjig. Ni nam treba indoktrinacije. Zbudite Radomirja v sebi. Samo to je potrebno narediti. In dovolj je, da ste, da se pojavite in opazili boste spremembe pri vseh tistih, ki jih ne s prepričevanjem, ne z ničemer drugim niste mogli premakniti iz mesta. To najbolj vidite, naprimer, oziroma ste videli, ko so se nosili nagobčniki, ne? Bi sem šel povsod brez nagobčnika. Niti me nihče ni upal nič vprašati. Zakaj? Ker v meni nagobčnik ni obstajal. V mojem mentalu ni bilo nagobčnika. Jaz ničemer nisem nikogar navedel na to, da bi me on opomnil na nagobčnik. Jaz sem šel na sodišče, to sem že večkrat povedal, ne? No, sodišče me fantje tam pogledajo, ne, a imate prstest, a imate nagobčnik, jaz gledam, sem rekel, čakajte malo, kak nagobčnik, mislim, dobro, oni pravijo temu, ne, maska, kak prstest? Ja, pa ne morete brez tega, no, sem rekel, jaz imam tu nalog, moram biti ob tej po tej uri, no, tudi v sodni dvorani. Ja, kaj bomo zdaj? Sem rekel, šefa pokličite. V 2 minutah je priletel sodnik, me pogleda, sem rekel, ja, Peter, saj veš, ne, da jaz ne jebem tega, ne. Jaz sem tukaj gost v črnomagijski instituciji, stavbi. Kaj bova zdaj naredila? Ti si izdal nalog, da moram priti. Kaj bova zdaj? Ti veš, da jaz nagobčnika ne bom dal gor, pa da ne jebem prstesta. Rekel, fantje, bomo uredili, ne, blablabla. Ajde, Rubin, greva. In preden so vstopila v sodno dvorano, je rekel, ampak lepo te prosim, Rubin, roke si pa le razkuži. Sem rekel, Peter, z veseljem. In sem vzel tisto razkužilo, si razkužil roke in šel not, ne. Na nekaj idiotskega, blesavega. Zakaj? Ker oseba, proti kateri je bila
narejena konstrukcija, za katero stoji ta kvazi elita, ne, ni bazirala ne na dokazih, ne na pričevanjih, ničesar niso imeli, niti indicov, ne. Če bi ta oseba dejansko storila to kaznivo dejanje, bi postopek normalno stekel, kaj ti zastari v 5 letih. Ampak sistem sam se je pobrigal, ne, da nekatere stvari pri ključnih pacientih ne zastarijo. In mene so po 8 letih klicali na obravnavo. In meni drugo ni preostalo kot to, da sprejmem igro in da bivši osebi, ki ne obstaja, operem čisto ime in čast. Jaz sem to uspel. In na sodišču so vsi bili, se pravi porotniki, edino zapisnikarca se je tako režala, se misli, da se bo vscala tam v kotu, ne. Na vsaki obravnavi je bila druga tožilka, zanimivo, da zmeraj ženska, ne, veš, ne, ki so gledale v tla pa v svoje papirje, nihče se me ni upal niti v oči pogledati. Midva s Petrom sva se pa drla na eno drugega na ti. Tako da sva se na ego nivoju, ne, on je alfa samec, jaz tudi, ne, sva se na ego nivoju dajala, kdo je močnejši. In pol na eni obravnavi pravi, ne, pravi, ja, se malo prevero, veš, Rubin se malo prevero, ne, jeben ti, koji vpliv imaš ti na ljudi. Pa jaz njega pogledam, sem rekel, Peter, ti tudi. In pa smo se oba režala, oni pa niso vedeli, kako se naj obnašajo. Razumete? Zdaj pa recimo, če pogledamo samo osnovo. Živ človek mora iti na obravnavo, ki nima živim človekom nič. Ključno je bilo to, ko je mene Peter vprašal, ja, čuj, kdaj si pa ti izdal to suverenost? Sem rekel, takoj po preteku 5 let, kajti jaz poznam zakonodajo, sem rekel, in po 5 letih stvar zastara. In mu drugo ni preostalo, je rekel, a ti me kličeš po 8 letih, čakaj, kdo je tu idiot? A kličeš osebo, ki je ne obstaja. Se pravi, jaz sem 5 let bil pripravljen se soočiti na sodišču, razrešiti to stvar, ne? In ker v 5 letih ni bilo nobenega poziva sodišča, niti nič, sem izdal izjavo o svoji suverenosti. Po mesecu dni je bila pravno formalno veljavna. Tako da sem uničil osebo. Nisem šel v to varianto podpis sporazuma varovalnega in tako naprej. Nisem šel v to varianto. In zdaj sem nazadnje Petru napisal, enostransko z moje strani je zadeva zaključena, obraz neobstoječe osebe iz tistega časa je opran, če imaš še kaj, mi pa sporoči. Tako da ni razpisal ne na roka, ne nič in zdaj stvar stoji in vsi ti mudonje, kao pravni strokovnjaki ne vejo, kaj narediti. Ja, pa naj študirajo. Meni je to vse duhovna igra. Čeprav je huda, ne, ker pogrešam svoje 3 ugrabljene otroke, ne. Ampak dobro, to se da prenesti, ne. Stoično moško preneseš, ker veš, gojiš zavest, pride dan, ko bomo skupaj. Evo, toliko samo. Ne da jaz sebe dajem van za vzor, ni to moj namen. Ampak da vi spoznate borca za svobodo znotraj sebe in da nikomor ne pustite, da manipulira, laže, špekulira, da vam karkoli podtika in tako naprej. Da sijete, da kjerkoli se pojavite, je dobra volja, smeh, lakukarača, karkoli je. Ne da vi, ko pridete med ljudi, ki so kislih ksihtov,
pa še z nagobčniki, a ne, da se psi čudijo, kaj je to narobe z njimi, ne. Razumete, da pol vi padete duhovno na njihov nivo, pa ste še pol vi taki, nagobčnikov sicer nimate, ampak padete na njihov nivo, pa tega luksuza si ne dovolite.